Lepo pozdravljeni. Eden od dveh letošnjih novomašnikov, ki prihaja iz koprske škofije, je Luka Jesenko. Prihaja iz župnije Godovič, na praznik apostolov Petra in Pavla pa bo v koprski stolnici posvečen v duhovnika. Luka Jesenko, Bog daj, pozdravljeni v našem studiu. Najlepša hvala za povabilo. Zdaj, če se vrneva nekaj mesecev nazaj, ste bili posvečeni v Rimu v diakona, v cerkvi svetega Ignacija Lojolskega. Je še živ ta spomin? Seveda, ker prav to leto aktivno na nek način na župniji tudi izvajam, živim to diakonsko službo, diakonsko vlogo, pa hkrati je to diakonsko posvečenje tudi ta glavna prelomnica, se mi zdi, ker pri diakonskem posvečenju pade tista dokončna odločitev. Od tam se včasih hecamo med sabo, ni več poti nazaj. To je tako kot poroka, ko se enkrat poročiš ali pa pri posvečenju, potem je boljše ne ozirati se več nazaj, ampak je pot samo še naprej. Ja. Bova se seveda bova obrnila tudi pogled naprej, ampak greva še najprej nekaj let nazaj. Vi ste že kmalu po začetku srednje šole začutili ta božji klic, a kot pravite, na začetku ste se mu vztrajno upirali. Kaj so bile tiste glavne silnice ovire? Ja, ta božji klic se v meni pojavil tako zelo postopoma, najprej zelo nejasno. In jaz sem dolgo časa se mu nekako na tak način izmikal, da niti pomisliti nisem želel, da bi lahko to bila zame opcija. Sem na duhovnih vajah poleti v Stržišču večkrat tam po prvem, po drugem letniku gimnazije začutil, da mogoče Bog od mene nekaj želi, kot da od mene nekaj pričakuje, ampak si nisem niti dovolil takrat še pomisliti, da bi lahko bilo to duhovništvo. Ker sem preprosto imel za življenje drugačne načrte, sem si v mislih že splaniral, kako se bom poročil, kako bom imel veliko družino, vsaj 5 otrok, in kako jih bom vzgajal, kakšno službo bom imel. Mislim, tako precej sem imel že izdelan pogled, kaj bi si jaz v življenju želel doseči. In seveda, Bog je imel drugačne načrte in potem sta te dve podobi malo trčili med sabo in kar nekaj let je trajalo to, da sem na koncu lahko rekel, naj se zgodi Božja volja, ne moja, ker je Bog tisti, ki zame hoče tudi to, kar je zame najboljše. In ko sem to enkrat ugotovil, takrat se je prevesila tehtnica na drugo stran. Katero srednjo šolo ste hodili? Na škofijsko gimnazijo tukaj v Ljubljani, Šentvidu. No, tam seveda je tudi bilo na tako primerno okolje, da vas je s takimi vprašanji soočalo. Ja, sem zelo hvaležen res za tista leta. Po svoje, marsikdo tako reče, da srednješolska leta tudi zame so res ena tista najlepša, skoraj bi rekel, najlepša leta v smislu malo neobremenjena, pa malo hkrati pa takrat tista prebujanja. Vsaka stvar se takrat človeku v puberteti se zdi velika, je bilo tako zelo zanimivo obdobje. In sem se zelo dobro počutil v gimnaziji in tudi tam ena stvar, ki me je gotovo zelo zaznamovala in tudi usmerila na to pot in mi pomagala, je bilo to, da sem začel kmalu redno hoditi k maši zjutraj, ker sem se vozil vsak dan od doma zgodaj in sem prišel v Ljubljano že skoraj 1 uro pred začetkom pouka in potem se nisem imel kam dati in sem začel hoditi k maši, ker je bila vsako jutro pred poukom maša. In to je tudi ena pomembna stvar, ki me je počasi, se mi zdi, odpirala za to, da sem lahko sledil Bogu. Ja, to obdobje vas je zelo zaznamovalo in seveda na vsakega človeka močno vpliva tudi, iz kakšnega družinskega okolja prihaja. V kakšnem okolju ste odraščali vi? Kakšno je bilo, bomo rekli, vaše osebno in pa tudi versko življenje vaše družine? Jaz bi rekel, da je taka kar povprečna krščanska družina. Sicer imam 2 brata, jaz sem srednji od 3 bratov in sem imel zelo lepo otroštvo. Smo precej na samem na deželi, pa tudi ven iz kakšnega centra vasi, tako da prav na samem sred gozda in je bilo tako zelo lepo otroštvo, hkrati pa zaznamovano z vero od začetka. Pri nas doma je bilo samoumevno, da molimo zvečer pred jedjo še kdaj, da gremo v nedeljo k maši. To so bile stvari, o katerih nismo razpravljali. In sem zelo hvaležen za to,
zato, kar sem dobil od staršev za ta zgled, predvsem tako od očeta, mogoče na en način take bolj moške, tudi pokončne vere, tudi en zgled ene poštenosti. In od mame mogoče tisto malo ženstveno, bolj milino, pobožnost. In sem za oboje zelo hvaležen, resnično. Luka, komu pa ste recimo najprej zaupali, da se boste vpisali najprej v bogoslovno semenišče in pa tudi potem, da želite postati duhovnik? Kdo je bil tisti prvi? Ja, mislim, da z dvema osebama sem o tem govoril, takrat, ko sem se še odločal. In eno je bil kaplan na gimnaziji, gospod Martin Zlobko, ki me je spremljal v tistih letih kot spovednik, duhovni spremljevalec, ko sem se odločal. Potem je bil to najboljši prijatelj iz srednje šole, ki je tudi vedel, da se v meni to kuha, in pa res tudi duhovnik takrat na duhovnih vajah poleti, tudi njemu sem takoj zaupal, da se v meni nekaj dogaja. In takrat, ko smo se srečali, to so bili recimo zdaj te trije. Potem pa najprej, ko sem se pa dokončno odločil, sem pa najprej povedal staršem in potem župniku domačemu. In kako so starši sprejeli to vašo odločitev? So bili veseli? Definitivno so bili veseli, ampak se mi zdi, da to veselje prišlo še malo kasneje. Najprej je bil malo šok, ker jaz nisem o tem nikoli govoril doma. Jaz sem govoril, da bom študiral fiziko, ker sem si to tudi želel, in dokler nisem bil popolnoma prepričan, v resnici sem se že vpisal na fakulteto, in po tistem sem doma povedal, da grem. Tako, sem jim povedal en dan takrat, ko je bila dokončna odločitev, ko so prišli iz službe, da moram nekaj povedati in da grem v semenišče. In je bil najprej kar malo šok. Normalno, jaz zmeraj pravim, če sem jaz potreboval več let, da sem prišel do te odločitve, tudi starši ne morejo tega kar čez noč sprejeti, ker tudi oni imajo za svojega otroka določene predstave, si ga predstavljajo nekje v življenju. In to je bil tak se pravi, bil je na eni strani znanost, na drugi strani pa Bog oziroma duhovno, ne? Zdaj vidimo res, kako ti dve sili trčita skupaj, ne? Pa gresta z roko v roki. Ja, seveda. Mene je zmeraj fascinirala znanost, predvsem tudi razmišljanje, matematika, fizika sem bila zelo blizu, hkrati pa tudi filozofija. Na maturi sem imel fiziko in filozofijo, ker se mi zdi po svoje tudi obe imata za osnovo eno logično mišljenje, in to me je zmeraj fasciniralo. Zdaj, vem, da vi potem, ko ste se vpisali v bogoslovno semenišče, ste študirali v Ljubljani najprej, potem pa ste odšli tudi na študij v Rim, ga na Papeški univerzi Gregorijana tudi z odliko zaključili. Kaj ste študirali? Sem študiral na Gregorijani teologijo, v bistvu splošno teologijo, podobno kot ostali tukaj, s to razliko, da je bila pač v Rimu, hkrati malo z namenom, da se prihodnje verjetno še vrnem na nadaljnji študij. Se pravi, niste Rimu zaprli vrata? Ne še. In kakšna je bila ta izkušnja, bomo rekli, tudi ta čisto vsakdanji življenjski vidik, torej, ko je bilo treba najbrž bolj, ste se naučili tudi več samostojnosti in vsega tega, kar pride zraven, ko človek živi in biva v tujini? Definitivno. Izkušnja tujine se mi zdi zelo dobra. Sem zelo hvaležen zanjo iz tega vidika, predvsem tudi ene izkušnje mednarodnosti cerkve, te katoliškosti, univerzalnosti cerkve. Tam sem imel sošolce iz celega sveta, iz vseh kontinentov, in je tudi to ena stvar, ki se mi zdi malo razširi pogled. Mogoče v dobrem smislu tudi malo zrelativizira kakšne probleme, s katerimi se soočamo tukaj v Sloveniji. Vidiš, da je drugje morda še dosti hujše, ali pa da so čisto eni drugi problemi, in ti na en način malo drugače gledaš na vse skupaj. Bo kdo od vaših sošolcev prišel na vašo posvečenje, bodisi na novo mašo? Vsaj nekaj mi jih je že potrdilo, morda še kakšen, tako da vsaj kakšen Hrvat, pa tudi z Nizozemske en sošolc mi je že napisal, da je kupil letalske karte, tako da... Super, bo res slavje potem tudi mednarodno. Zdaj, zadnje leto se kot diakon tudi pripravljate na delo, ki vas čaka v prihodnje, in sicer v Sežani. Zdaj, kakšne so čisto vaše praktične vsakdanje naloge? Prva stvar je recimo poučevanje verouka. Imam v bistvu kar 3 oziroma 4 ure verouka na teden, kar je sploh na začetku bilo kar en lep izziv. Zdaj,
potem, ko sem se malo vtekel, zdaj mi ne predstavlja več kakšnega hujšega stresa. Potem pa se ukvarjam s skavti, imamo srečanja s skavti, potem kar precej obiskujem bolnike, starejše, v Sežani tudi bolnišnica, dom za ostarele, tako da vsaj za prve petke zmeraj obhajamo, pa tudi vmes dosti obiskujem. Potem pridigam vsake toliko pri maši, pa kakšne druge še potem stvari, ki prijo dogodki, kakšne priprava na krst, obhajilo, take stvari, ki v bistvu sproti se urnik kar zapolni. Pridejo same od sebe. Tako. In najbrž je res to en dober uvid v to, kaj vas čaka, ne, po posvečenju. Ja, gotovo. Se mi zdi ta stik z ljudmi na župniji je najboljša šola. Jaz sem sploh, s tem, ko sem bil 3 leta v Rimu, sem bil mogoče malo bolj oddaljen še od župnij tukaj pri nas, ker sem bil doma samo čez poletje. In sem se zelo veselil te izkušnje na župniji. Sem zelo hvaležen tudi za njo. Ker takrat, človek se ne da bi drugače pozabil, ampak tako pristno izkusiš tisto, zakaj sem se pravzaprav odločil. Zato, da bom z ljudmi, za ljudi in da bomo skupaj na poti k Bogu. Luka, kje pa se recimo vidite? Kateri talenti so tisti, na katere ste najbolj ponosni, da vam jih je Bog dal in se nekako najbolj vidite v tej duhovniški vlogi? Ker morate biti, v bistvu ste danes duhovniki kar vse, ne? Morate biti in duhovnik in že podjetnik in gospodinjec in vse, ampak recimo, kje se pa najbolj vidite? Ja, je res, se mi zdi, da se dostikrat pričakuje od duhovnika, da bo superman, da bo vse obvladal. In gotovo, recimo, se mi zdi, da mi leži delo z ljudmi, komunikacija, delo z mladimi, tudi v tem zelo, zelo uživam. Potem, gotovo mi je Bog dal tudi talent za študij, tako da bomo videli, kaj me bo na tem področju potvodila, ampak vsekakor si želim zmeraj obdržati ta stik s pastoralo, biti na župniji. Zdaj kakšni drugi posebni talenti, kaj pa jaz vem? Se bodo še pokazali, če jih še ni. Gotovo so, mogoče kdo drug celo lažje prepoznava kot jaz sam. Ljudje nas opazujejo, ne? In morda še bolj vidijo z distance. No, vemo pa tudi, da vas vleče v naravo in da imate radi hribe in tudi plezanje. Po drugi strani sta vam pa blizu tudi petje, igranje kitare, ampak sploh tole plezanje me zanima. Od kje pa to navdušenje? Za hribe sem navdušen že od malih nog, so nas starši, z očetom smo veliko hodili v hribe in je ta ljubezen do gora v bistvu praktično prirojena. Tudi mama je doma z Gorenjske, z Rateč, prav tam v objemu gora, tako da je bilo to od majhnega. Potem pa v srednji šoli sem pa malo bolj začel tudi plezati, malo športno plezanje, ampak tako rekreativno. In pa tudi v skali, v gorah smo z bratom in s prijatelji večkrat hodili na kakšne take lažje plezalne ture. Je pa res, da zdaj v zadnja leta v semenišču sem s tem kar malo, sem težko našel čas in sploh zadnja leta, ko sem bil v Rimu, mi je malo zmanjkalo časa. Ampak bi si pa želel zdaj v prihodnosti se malo nazaj podati v te vode. Ja, pa petje, igranje kitare, ne? To je pa neka drugo vaše veselje? Ja, ljubezen do glasbe. Jaz praktično si ne predstavljam, kako bi bilo brez glasbe. Mislim, bi bilo dolg čas v življenju. Ali pa recimo, konec koncev tudi maša, liturgija brez glasbe, zgubi en tisti. Ja, tako nekaj manjka. In sem od mehnih mnogokrat pel, tudi v različnih zborih. In zdaj kot diakon, pa kot duhovnik bom pa tudi imel sicer malo drugačne vloge, ampak kar precej priložnosti za petje, no, in mi je to veselje. Kitare sem se pa naučil sam v času srednje šole. Takrat sem imel tudi eno malo bolj rockersko obdobje, tako da imam tudi doma električno kitaro, sem včasih kakšno tudi zažagal, nažgal. Zdaj sicer malo bolj tista električna kitara nabira prah, ampak jo še vzamem včasih v roke.
Predvsem pa tudi na župniji, recimo navadno kitaro, akustično, pri verouku, kakšnih takih srečanjih, zelo prav pride. Ja, Luka, kar nekaj hobijev, ki jih boste morali obuditi, a ne? Ja. Pravim dostikrat, da mi ni dolgčas, ne vem, kaj je ta občutek, da človek nima česa početi. Zmeraj, ko imam prost čas, imam takoj kar nekaj idej, česa bi se lahko zdaj lotil. Tako da, ja. Zdaj, mašniško posvečenje boste imeli na praznik apostolov Petra in Pavla v koprski stolnici, skupaj še z enim vašim sošolcem, Melom Kovicem. S kakšnimi občutki pričakujete mašniško posvečenje? Predvsem z velikim veseljem, hvaležnostjo za to, da sem tukaj, kjer sem, ker dostikrat razmišljam, da je prav mislim, seveda sem tudi marsikaj za to naredil, pa vložil, ampak ta glavno je naredil Bog. On me je vodil po tej poti, brez njega, kdo ve, kje bi končal, in predvsem ena velika hvaležnost in pa po drugi strani pa tudi eno tako pričakovanje. Mislim, velika stvar je to. Vem, da nikoli ne bom za to zadosti pripravljen, da nikoli ne morem biti zares vreden te milosti sakramenta, da je to nekaj, kar me presega. Bo pa v tem koncu tedna zelo pestro, kajti takoj po mašniškem posvečenju že sledi tudi nova maša. Bo res skoncentrirano to dogajanje? Ja, bo res skoncentrirano dogajanje. Me pa po drugi strani tudi veseli, tako z Melom sva se dogovorila, da nimava na isti dan, ker iz iste škofije, bo pa tudi res nova maša zame, prva maša, ki jo bom sam daroval. Tako da bo na ta način imela en tisti poseben pečat v vašem življenju. Vaše novomašno geslo pa bo? Ti si moj Gospod, vsa moja sreča. Zato, ker sem prav takrat, ko sem prej razlagal, kako sem se odločil, je bila ta stvar prelomna, da sem prišel do spoznanja in tudi zares, da sem začel verjeti, da to, kar Bog zame hoče, je, da sem srečen in da Bog hoče za vsakega človeka pravzaprav, da je srečen. In je bila tudi to potem iskanje sreče v Bogu zame tudi tekom semenišča zmeraj na tista preverba, sem na pravi poti, sem srečen tukaj, kjer sem v Bogu. In ja, to je bilo eno tako vodilo skozi ta leta. Hvala lepa, Luka Jesenko, za vaše misli, ki ste jih delili z našimi gledalci in bralci, in naj vam bo opravljanje duhovniškega poklica v veselje ter Bogu v čast. Najlepša hvala za povabilo in za to možnost.